Lepo pozdravljeni v moji družbi. Z vami sem Teja in za vas berem energije s pomočjo tarot kart. Tisti, ki ste tukaj novi oziroma tisti, ki tega še niste naredili, vas lepo prosim, da si spodaj v opisu videa preberete vse, kar morate vedeti v zvezi z mojimi vpogledi. Zdaj, danes bomo pogledali situacijo, ki jo tukaj opisujejo tele karte in sem jo tudi napisala v naši dnevni napovedi. Danes smo imeli sporočilo, da moramo zaupati svojemu, oziroma poslušati svoj notranji glas. Ne? In notranji glas nam vedno lahko poda vse odgovore, ki jih iščemo v življenju. V bistvu čisto vse, karkoli. Dobro, zdaj recimo kakšne neke znanstvene ali pa če imaš neke take, to težko najdeš z nekim notranjim glasom, ampak kar se pa tiče vprašanj, ki jih imamo o življenju, o določenih situacijah, o čustvih, o nekih odločitvah, vse te odgovore lahko vedno najdemo v sebi. Ampak tako kot sem napisala tudi v dnevni napovedi, nam dostikrat to naš ego preprečuje. Ker ego nas, naš ego preglasi ta naš notranji glas z raznimi strahovi, dvomi, potem občutkom kakšnih neuspehov. Skratka, naš ego nam s svojim pametovanjem, jaz tako rada rečem, nam svojim pametovanjem, ki je nesmiselno v glavnem, preprečuje, da bi slišali ta naš notranji glas. In danes imamo tukaj v bistvu glih to sporočilo. Jaz sem že karte pomešala in tukaj imamo, zdaj bom pogledala spodaj, da vidimo, o čem se bomo danes pogovarjali. In tukaj se bomo v bistvu pogovarjali prav o tem, kako nam ego ustvarja dostikrat neke strahove, ki so pravzaprav lažni. In to je recimo, tukaj so strahovi mišljeni v smislu, ne vem, če recimo, da si v službi in da si želiš, ne vem, povišico ali karkoli in pol čutiš, da bi šel do šefa in mu povedal, recimo, bi mu dal predlog o povišici, ampak pol te ego prepriča, ma ne, ziher ti ne bo dal, nisi dovolj naredila, nisi se dovolj izkazal, nisi dovolj to, nisi dovolj ono. In potem v bistvu tega ne narediš, ker se predaš tem strahom, tem dvomom. Ali pa ne vem, če imaš kakšno poslovno idejo in recimo te notranji glas vleče k tej poslovni ideji, potem pa recimo govoriš ti z neko osebo in poveš to s poslovno idejo in pol ti ta oseba reče, ma ne, to sem jaz že imel podobno idejo včasih, sem probal in se ni šlo, In pol ti ta ego govori, evo vidiš, njemu se ni šlo, se pravi tudi meni se ne bo šlo, se pravi najboljše, da jaz ne grem na to pot, ker bom v bistvu sam izgubljal čas in energijo, in tako naprej, Ali pa imaš dobro idejo in te podpirajo drugi, ampak te pol spet tvoji notranji strahovi v bistvu, ker dvomiš, da ti bo nekaj uspelo ali pa kaj takega, te v bistvu ustavljajo. In evo ja, in tukaj imamo zdaj trojko kelihov in spodaj imamo desetico kelihov. Se pravi, tukaj so čustva, čustva so v bistvu čustva so v bistvu naš kompas v življenju. Čustva ti povejo, če o neki situaciji razmišljaš prav ali narobe. Kadar ti recimo razmišljaš o neki situaciji in začutiš negativna čustva, to je tvoj kompas, da greš na jug, na napačno stran, Če pa ti začutiš vesela čustva, pomeni, da greš na sever, da greš v pravo smer. In v bistvu vse te lepe, tukaj imamo trojko kelihov, trojka je v bistvu zelo pomembna številka in v bistvu tudi, kar se tiče, ne vem, kot Bog, Sin in Sveti Duh, to je kot ta, kako se reče, tale trojica neka, ne vem točno, kako se reče, ampak ta Sveta Trojica v bistvu, evo. Se pravi, to imamo znotraj sebe vsi, Vsi imamo te tri energije in kadar ti te tri energije združiš, v bistvu prideš do svojih, takrat najdeš svoje bistvo, svojo srečo in takrat se ti odpre tako lepo življenje, takrat ti gre vse kot po maslu. Dobro, ne bom zdaj rekla čisto vse, vedno pridejo izzivi, vedno pridejo problemi, zato ker če ne je življenje dolgočasno, ampak v splošnem, kadar imaš ti to notri, to Sveto Trojico nekako, pač Sveta Trojica tukaj je mišljeno kot ti, tvoj ego in ta povezava z to univerzalno energijo, z Bogom, z vesoljem, karkoli,
kadar ti najdeš tukaj ravnovesje in znaš v bistvu uporabljati vsako stvar za določene namene. Se pravi, ljudje preveč uporabljamo ego in to je nekako problem današnjega sveta. Premalo zaupamo intuiciji in to sem tudi govorila v naši prvi epizodi Diamantki, zakaj ljudje v bistvu, zakaj smo nehali uporabljati intuicijo tekom zgodovine. In na svetu prevladuje ta egoistična energija, vsi se nekaj borimo, vsi se bojijo za izgubo nečesa, bojijo se za to, da bojo nekaj izgubili, po drugi strani pa je ego tudi pohlep in zavist in ego hoče imeti nekaj zaščiteno, nekaj varno, ego hoče pokazati, da ima dovolj vsega in tako naprej, oziroma hoče še več in to ustvarja v bistvu vsa ta negativna čustva in energije, ki nas potem obdajajo. In nam, kot sem že rekla, preprečujejo, da bi videli to nekaj lepega, da bi videli pač to nekaj lepega, pot do naših sanj. Ok, dajmo zdaj pogledati malček bolj podrobno. Evo, vera. To je v bistvu svečenik, ampak v teh kartah je narisan nek tak gospod, v bistvu nek menih in tukaj so narisani simboli vseh teh vir, ki so nekako najbolj prisotne na svetu. Da vidimo, kaj imamo še spodaj. Kralj novcev. In ja, v bistvu se gre, jaz v bistvu tle vidim tako, da kot je to naš ego v bistvu in lih prej, ker sem omenila to sveto trojico, kot je to naš ego in da bo nekako, kadar ti najdeš svoj notranji glas, kadar ti najdeš tisti notranji glas in mu začneš res zaupati, takrat v bistvu tvoj ego izgubi vso moč in mu ne preostane drugega, kot da poklekne na kolena in začne moliti in pač moli, da se ne bojo uresničili njegovi demoni, ker se itak ne bojo, zato ker ego ponavadi pretirava po dolgem in počez, ampak okej. In pač pol v bistvu izgubi vso tisto moč in potem ti ego koristi v bistvu sam zato, da ti pove, kdaj si lačen, kdaj si žen, kdaj moraš spati, ne vem, opomnite na določene težave, zato da potem razmisliš o njih, da se prepričaš, če je vse okej in da reagiraš v to smer. Skratka, izgubi to moč in takrat ti nekako začutiš to stabilnost v sebi. Šele takrat, kadar ti se znebiš tega egota, ki išče zunanjo stabilnost. Se pravi, naš ego vedno hoče stabilnost v življenju, to je neka stabilna služba, hoče imeti nek stabilen odnos, hoče imeti, zato recimo se ljudje grejo poročiti, ker hočejo biti prepričani, da bo ta partner ostal z njimi za vedno. Ampak v bistvu nobena poroka, in to itak danes v tem svetu, ko imamo toliko ločitev, se že dobro ve, da tudi poroka v bistvu ni zagotovilo, da boš ostal skupaj za vedno, In v bistvu tudi služba, zdaj v teh časih smo ugotovili, kako enostavno je izgubiti službo, V tem času je dosti ljudi izgubilo službo, dosti podjetij v bistvu izgubilo promet, ki so ga včasih imeli, Skratka, stabilnost je sploh na splošno na svetu začela upadati, oziroma nam je vesolje začelo jemati proč to stabilnost, le zaradi tega, da najdemo ta notranji glas. In kadar ti enkrat najdeš ta notranji glas, kralj novcev, takrat ti najdeš stabilnost znotraj sebe in pol ne rabiš ti službe, ki ti bo v bistvu dala neko stabilnost. Zato, ker veš, zaupaš življenju, da te vedno pelje v pravo smer, da ti vedno zagotovi vse, kar rabiš, da ti vedno na pot ponudi ljudi in pomoč, ki jih potrebuješ v nekem trenutku in tudi zaupaš, da če prideš v neko slabo situacijo, je to zato, ker tam te čaka neka lekcija, neka nova izkušnja in v bistvu si ne jemlješ nekih slabih stvari kot nekaj groznega, kot nekaj, meni se dogaja krivica ali pa jaz nisem ne vem kaj, ampak pač razumeš, da vsaka izkušnja pride v življenje zato, da se od nje nekaj naučiš, in ne iščeš več te stabilnosti zunaj sebe, ampak jo najdeš v sebi in takrat postaneš v bistvu skoraj da nepremagljiv. Takrat v bistvu spoznaš, da ti noben ne more nič, zato ker se ne bojiš izgubiti ničesar, ker veš, da vse, kar gre proč iz življenja, gre z nekim razlogom. Evo, zmernost. Tukaj imamo v bistvu tole, to je angelska energija, in ta je zdaj v marcu zelo prisotna. Ta angelska energija nas nekako v bistvu usmerja k temu,
da najdemo znotraj sebe ravnovesje, ne, tukaj imamo ogenj in vodo, da zbudimo moško energijo in žensko energijo. In kadar ti to v bistvu povežeš, te dve energije, takrat v bistvu ustvariš to sveto trojico znotraj sebe. Evo, pravica. Tle imamo kar 4 velike arkane. Pravica je karta karme. In to bo nekako zdaj začelo vse bolj prevladovati. Zdaj bi tukaj samo še povedala tole, ne. Zdaj, tisti, ki me spremljate na Facebooku in Instagramu, že veste, da se bližamo energetsko novemu obdobju. In ta novo obdobje se je v bistvu že nekako začel. V bistvu najbolj tako sem jaz opazila včeraj. Včeraj smo imeli tako oranžno oziroma tako zlato nebo, taka čudne barve je bilo nebo, če ste opazili. In energetsko smo bili zdaj zadnji 2 leti v takem obdobju, ki je bilo zelo, ki nas je usmerjalo v notranjost, se pravi, da pogledamo vase. In tudi, če pogledamo tako, kako so bile energije, je logično, ne, ker smo bili vsi zaprti po domovih in tako naprej. Torej, že energije same so nas usmerjale k temu, da se zapremo vase in da začnemo čistiti naš notranji svet. In tle kot 5. karto imamo paž novcev. Samo malo, tle me je zdaj zmotilo, ker mi kaže, da je na telefonu malo baterije, zato moramo malček pohiteti. Se pravi, ta nov energetski cikel, v katerega zdaj vstopamo, pa bo v bistvu usmerjen navzven in bo v življenje prišlo zelo veliko priložnosti, ampak pomembno bo, da najdemo prave priložnosti, one, ki so prave za nas. Ne bodo vse priložnosti prave za nas. In to, če smo se poglobili vase v teh 2 letih, če smo se spremenili, če smo delali na sebi, bomo v bistvu imeli dosti lepše obdobje kot nekdo, ki tega ni naredil. Zato, ker tisti, ki niso šli vase, ki se niso ukvarjali sami s sabo in razčistili svoje probleme, tisti ne bodo vedeli, katere priložnosti so prave in katere ne, in bodo ali pregoreli od tega, ker bo preveč priložnosti in preveč pohlepa in preveč tistega, treba vse izkoristiti, vse možnosti, gremo delati, akcija ful na polno, ne, in bo pregoreli, ali pa pač bojo izbrali tiste take priložnosti, ki jih ne bojo v bistvu dvigali na nek večji nivo. Tako da, kot je tukaj zdaj še videti, bomo to takole. Torej tukaj se gre za v bistvu, evo, in to je to, glih to, kar sem zdaj govorila, ne. Ogromno bo nekih priložnosti, ampak pomembno bo, da izberemo tisto pravo. Samo ena je prava, niso vse prave. In to bo nekako v tem obdobju zelo pomembno. Torej zdaj, če še preberemo karte iz te druge strani, imamo tukaj paža novcev. Se pravi, zdaj smo nekako v temu, ne. Če je to naš notranji glas, ne, tukaj ta močni glas, zaenkrat je še pri marsikomu tak še otrok v bistvu, še ne dozorel, zato ker preveč zaupamo egu. In tukaj bo v bistvu to obdobje, bo zdaj prineslo karmo. To, kar si dal, to boš dobil. Zdaj bo dosti ljudi dobilo, pač karma bo začela delati na polno, v smislu, da bo prinašala ravnovesje. In zdaj, kaj to pomeni? Če si delal dobro, dobiš dobro, če si delal slabo, dobiš slabo. In v bistvu pomembno pa je, da si vsako slabo stvar, ki se ti v življenju zgodi, da si ne v bistvu, da se ne podrediš spet egu in si začneš govoriti, joj, kakšno krivično je to življenje in ne vem kaj in ta slaba karma me je doletela po krivici, jaz si tega ne zaslužim, jaz si zaslužim boljše, zakaj se mi to dogaja, Bog sploh ne obstaja, če je v bistvu jaz moram živeti tako življenje in zakaj jaz sploh verujem v Boga ali pa kogarkoli, vesolje, če na koncu itak ne, na koncu. Tako da, če se ti zgodi kaj slabega, zavedaj se, da je to nekaj, kar si v bistvu ti nekomu, recimo, tako lahko najlažje premagaš to karmo, da če se ti zgodi nekaj slabega, se probaš ugotoviti, kako se počutiš. In kadar ti ugotoviš, kako se počutiš, razmisliš za preteklost, kdaj si ti nekaj naredil nekomu, da se je potem on tudi tako počutil. In zdaj lahko, da si naredil čisto nekaj drugega, kar se je tebi zgodilo, nekaj, kar nima veze s tem, kar se je tebi zgodilo. Ampak gre za čustva. Torej, tako kot se ti počutiš zaradi neke situacije, ki je karmična, ki je prišla k tebi zato, da zato, da se ti vrne milo za šampon, ne, ali milo za drago.
pač, da razmisliš, zakaj se ti to zgodilo, in potem v bistvu pač pogledaš, kdaj si ti komu kaj takega naredil. Ne? In kot sem rekla, ni nujno, da je vedno ista situacija. In to je v bistvu vse angelska energija. Angelska energija je tista energija, ki nas v bistvu spravi v take kočljive situacije. Angeli nas spravijo v to, da, ne vem, zgubiš denar, zgubiš službo, zgubiš partnerja, zgubiš to, zgubiš tretje, se ti zgodi ta stvar, se ti zgodi ona stvar. To je vse angelska energija. Zakaj? Zato, ker v bistvu si naredil v preteklosti neko stvar, si mogoče ti nekomu kaj takega povzročil, in v bistvu angelska energija ti da isto neko podobno situacijo na pot, zato da se zamisliš, ne vem, da pogledaš za nazaj, da preučiš določene situacije, da se naučiš neke določene lekcije in potem v bistvu iz paža prideš v kralja. Torej, da napreduješ. Vse težke stvari v življenju pridejo zato, da se od njih nekaj naučimo in da napredujemo. In tako kot pravi pregovor, ali da Bog ti v življenje prinese samo tisto, kar si sposoben sprejeti, oziroma pač nikoli ti ne da težje stvari, kot si jo sposoben v bistvu narediti. Mislim, ne vem točno, kako gre tale, kako se reče, ampak pač vedno dobiš, nikoli ti recimo Bog ali pa vesolje je vseeno, kaj zdaj, vesolje, Bog, univerzum, karkoli pač je za vas bolj prav, ti vedno na pot postavi tako težke izkušnje, kot jih ti dejansko lahko premagaš. Tako da, če se ti zgodi nekaj slabega in se ti zdi to nekaj ful groznega in težkega, zavedaj se, da je to tam z namenom in da si sposoben to premagati. Ok, dajmo pogledati, zakaj je tukaj ta zmernost, čeprav smo zdaj v bistvu že dosti povedali o njej. Tukaj imamo 7 mečev. In to je v bistvu karta laži in prevar. In tako da ja, nekako je to točno to, kar sem zdaj že povedala. Karta ti da, mislim, angelska energija ti vedno na pot prinese, se pravi, če si delal v preteklosti nekaj slabega, tukaj imamo tega roparja, ki je kradel meče, če si naredil nekaj slabega, ampak zdaj to je lahko tudi neka malenkost, recimo, da si nekoga ful užalil z nekimi besedami in potem se ti pač zgodi, da se ti zdaj, da pač tebe nekdo drug užali ali pa ti nekdo nekaj naredi, kar ti povzroči podobne občutke, kot si jih ti nekomu enkrat v preteklosti povzročil. In takrat je pomembno, da se zavedaš, da si oprostiš in pač, da se zavedaš, da si tudi ti v preteklosti delal podobne napake. Da ne v bistvu potem kažeš s prstom na druge, kakšni isto, ta ženska mi je nož zarila v hrbet, ja, verjetno si tudi ti v preteklosti komu nož zaril oziroma zarila v hrbet, ali pa si naredila kaj, ali pa naredil kaj podobnega in zato se ti je to zdaj zgodilo, zato da te tukaj nekaj, da se pač nekaj naučiš, da dobiš neko lekcijo, da nekaj spoznaš. Ok, poglejmo, zakaj tukaj pravica. Ja, v bistvu tukaj imamo 5 palic, to je karta konfliktov. In v bistvu se gre glih za to, pravica, v bistvu vsi te konflikti, ki so nastajali znotraj nas, vse to v bistvu se nekako uravnoveša. Tukaj imamo tega gospoda ali žensko, ne vem kaj je, ki ima to vago, in tukaj je v popolnem ravnovesju. Torej, nekako bo zdaj to obdobje usmerjeno k temu, da bomo premagovali te notranje konflikte in v bistvu tisti, ki bojo, to je tudi to, kar sem prej rekla, zdaj, če se ti nekaj slabega zgodi ali pa neka krivica, da ne ustvariš nekih dodatnih konfliktov znotraj sebe, ampak da se pač zavedaš, da si tudi ti v preteklosti verjetno kdaj naredil neko napako in namesto, da izgubljaš energijo za to, da kažeš s prstom na druge, se rajši osredotoči vase in poišči v sebi, kaj si naredil, kaj si naredila v preteklosti in kaj je tvoja lekcija s to izkušnjo, s to neko težko izkušnjo, ki ti pride na pot. In evo, da vidimo, to je pol v bistvu, kaj lahko pričakuješ, če nekako se držiš teh nasvetov. Imamo tukaj karto sonce. Torej, najdeš v bistvu svojo srečo, najdeš svoje veselje. Če slediš tem, če nekako premaguješ te konflikte, če premaguješ te, v bistvu te, pač to, kar se ti slabega zgodi, da se o tem zamisliš, Ok, pa imamo kralja novcev, da vidimo, zakaj kralj novcev tukaj. Karta stolp. Ja, v bistvu tukaj je dostikrat v bistvu nam take stvari
sploh te karmične in to so na nek način nam porušijo nekaj stabilnega, kar je v bistvu, kar nosimo, ne? Mislim, oziroma kar imamo, po čemer hrepenimo, po neki stabilnosti. Ne? In kot sem že rekla, recimo ljudje se poročijo, zakaj? Zato, ker v glavnem nekako podzavestno se bojijo, da bojo tega partnerja izgubili in zato rabijo nek papir, da jih bo držal skupaj. Pač ni to vedno razlog, ampak to je ponavadi nekako nek globlji razlog porok, zakaj se ljudje sploh poročamo, ker to je v bistvu, to nima nobene veze z ljubeznijo. Poroka je pač samo papir in če se ti poročiš z nekom, to ne pomeni, da ga imaš bolj rad in to niti slučajno ne pomeni, da boš z njim zares do konca življenja. Zato, ker v bistvu take stvari sploh ne obstajajo. To smo si ljudje zmislili, tudi poroke smo si ljudje zmislili samo zato, ker nas je bilo strah, da bomo pol enkrat kasneje v odrasli dobi ostali sami. In zato smo si zmislili poroke, zato da imamo neko stabilnost, a zdaj pa si prikovan name, zdaj pa ne moreš nikamor, ne. In v bistvu se bo zdaj v tem obdobju ta karma in angelska energija bo vse to rušila. Torej vse tisto, kar je stabilnega v tvojem življenju in se bojiš izgubiti, se pravi, kar je stabilnega in se bojiš izgubiti, tukaj se bo nekaj porušilo. 100%. In to pri marsikomu. Se pravi, če imaš zakon in se bojiš, da bo ta zakon propadel, bo zagotovo propadel. Če imaš službo in se bojiš, da boš to službo izgubil, ker ta služba je fantastična in ti omogoča nenormalno stabilnost, ker imaš nedoločen čas, ker imaš ful dobro plačo, ker imaš lahko ne vem kakšne kredite s to plačo, zelo verjetno je, da se ti bo to porušilo. Ker to so energije, ki se bodo zdaj dogajale, ker je pomembno, da uničimo to stabilnost, zato da pridemo do tega notranjega glasu. In ne se zdaj ustrašiti v smislu, joj, zdaj bom pa vse izgubil. Ne, če imaš ti zakon, ki funkcionira, kjer je lepo ravnovesje, kjer se ti razumeš s tvojim partnerjem in nimaš strahu, da ga boš izgubil. Če ti veš, da bo ta partner, pač če nimaš unga strahu, če se s tem soočiš, v bistvu strah izgubiš samo tako, da se z njim soočiš, da zapreš oči in si predstavljaš, kaj bi se zgodilo, če moj partner zapusti mene, če mi naredi nekaj, ne vem, če me prevara, če mi reče, da ne vem, da me hoče zapustiti, če mi reče, da mi bo vse pobral in da me bo vrgel ven, če mi reče, ali pa ne vem, če umre. Vse to si moraš ti v mislih se s tem soočiti, enostavno zapreš oči in se s tem v mislih soočiš in je težko, dostikrat ti gre na jok in to je super, se zjočeš, predelaš vsa ta čustva in pol v bistvu ugotoviš, da si cool, da tudi če se to zgodi, da pač ugotoviš, najdeš rešitev in ugotoviš, da tudi če se res to zgodi, da boš ti v redu, zgubiš tisti strah. In kadar ti zgubiš strah, v bistvu zgubiš možnost, da se ti bo to zgodilo in da se ti bo ta stabilnost uničila. Uničila se bo potem samo, če v bistvu je to zaradi nekega višjega razloga, ker nič ne gre iz tvojega življenja po nesreči. Vse, kar gre ven iz tvojega življenja, gre z nekim razlogom ven. In problem pa je glih tam, če se ti bojiš, da boš nekaj izgubil, če te je strah ali pa če te boli misel na to, da bi nekaj izgubil. Se pravi, če sam pomisliš, da bi izgubil službo in ti kar žalost prevzame ali pa strah, potem je zelo velika verjetnost, da se bo to res zgodilo, zato ker te bo angelska energija usmerila k temu, da se soočiš s temi čustvi. In če se nočeš z njimi soočiti v mislih, se pač moraš pol v resničnem življenju. In se pol zgodi ta karta stolp. Ne, tako presenečenje, ki ni glih neko lepo. Ampak ponavadi pelje do nečesa lepega, da vidimo, kaj nam tukaj. Ja, točno to. Cesarica, ne. Se pravi, tukaj v bistvu te vedno, iz te izkušnje, ki so težke ali pa take šokantne, te vedno peljejo k nečemu lepemu. In tukaj v bistvu ima ta cesarica dojenčka, se pravi, ti da v bistvu, zdaj, če pogledamo, tu je paž, ne, se ti v bistvu rodi ta notranji otrok ponovno. Tvoj notranji otrok se rodi, evo, rojstvo tvojega notranjega otroka, ampak rojstvo v smislu ponovno rojstvo, ker itak ga imaš že, tvoj otrok je že v tebi, ne rabi se roditi, ampak v smislu ponovno rojstvo tvoje in evo, in v bistvu tale cesarica ima tukaj, je v bistvu deblo narisano, ne, je v bistvu upeta notri v zemljo. In pol to je tista prava stabilnost, kot sem rekla, ne. Kadar ti
premagaš ta svoj ego in ugotoviš, da zunanja stabilnost, nekaj stabilnega, kar je v tvojem življenju, da to ni tisto, kar ti ustvarja pravo stabilnost, ampak da ti pravo stabilnost najdeš znotraj sebe, si potem stabilen, si nepremagljiv in to govori točno ta karta. Ok, dajmo zdaj še zaključiti, da vidimo kot nek zaključek tega vpogleda. Tako, in tukaj spodaj imamo torej sedmico kelihov. Torej, ja, karta zvezda tukaj govori o tem, da vse to, kar se bo zdaj dogajalo v tem obdobju, nas nekako usmerja k nekim sanjam. Karta zvezda je karta sanj, upanja, torej, ko imaš neko upanje, ko imaš neko željo in upaš, da se ti bo uresničila. Ampak pomembno je, da bomo zbrali prave priložnosti, ne? In zdaj tukaj vitez kelihov je, pač kelihi so čustva. In to je v bistvu glih to, kar sem prej govorila. Čustva so naš kompas. In tukaj zadaj je v bistvu imamo glih narisano neko tako, kot neka taka ura, ali kaj je to. Skoraj da izgleda kot nek tak kompas. Se pravi, zdaj tudi usmerjanje v preteklost, kar pomeni, da in povezanje s temi kartami, in tukaj smo govorili, ne, če se ti nekaj zgodi, pomisli, kdaj si ti v preteklosti komu nekaj takega podobnega naredil, oziroma komu si ti povzročil taka podobna čustva, kot jih ti čutiš v tem trenutku. In potem v bistvu tukaj pa imamo osmico kelihov, ki v bistvu nakazuje, da zapustiš neko situacijo, ki te je prej osrečevala, ampak si ugotovil, da to ni to, da je v bistvu nekaj, da te čaka nekaj dosti lepšega, pustiš to stabilnost, to nekaj, kar si prej bal, da se boš zgubil, in greš naprej v bistvu po teh stopnicah na luno, ne? Na luno, v tvoje sanje. Ok, tak zelo zanimiv vpogled. Upam, da vam je koristil, upam, da ste se kaj novega naučili. Zdaj tako, če vam kakšna stvar ni všeč, ki sem vam povedala, pač ne vem, razmišljajte po svoje in pol boste že videli tekom življenja, katera teorija je boljša, tvoja, moja, ni problema. Če ti začutiš, da nekaj, kar sem jaz tukaj rekla, ne rezonira s tabo, enostavno ignoriraj. In tako v bistvu je najboljše živeti v življenju, ne da se zdaj v bistvu prepiraš ali pa kregaš z nekom in ne vem, govoriš si neke take stvari, kdo ima prav, kdo nima prav, pač vsak živi in razmišlja po svoje. Tako da, če tukaj ti nekaj ne rezonira s tabo, enostavno ignoriraj in pol ti bo že življenje pokazalo, če je tvoj način razmišljanja pravi ali ne. Samo pač zapomni si, da je prav, da razmišljaš dosti o tem in da se čim bolj spreminjaš, da čim bolj premišljuješ o tem, kaj je prav in kaj ni prav. In zdaj pa, če te tukaj nekaj vznemirilo v tem videu, če te je razjezilo, pa to pomeni, da imaš v bistvu v sebi še določene travme, določene neke blokade, ki jih moraš pri sebi razčistiti. Tako da karkoli te razjezi, pomeni, da imaš v sebi neko vibracijo, ki te v bistvu omejuje, da je to v bistvu tisti ego. To je v bistvu vse samo tvoj ego, ki te hoče nekako spraviti proč od te notranje stabilnosti. Ampak glej, ni problema. Vesolje in življenje vedno pokaže tisto, kar moraš vedeti, tako da če je kaj takega, kar moraš razčistiti, kar se mora v tvojem življenju porušiti, se bo to itak zdaj zgodilo v tem obdobju, ki bo načeloma zelo lepo, ampak ne glih za vse. Odvisno, koliko si predelal določenih lekcij v življenju oziroma v teh zadnjih 2 letih. Ampak brez skrbi, če boste z mano ali pa s katerim koli drugim človekom, ki se tudi s takimi stvarmi ukvarja, ki ti daje motivacijske sporočila, karkoli. Vsi taki ljudje, če recimo imaš nekako občutek, da nisi dovolj na sebi naredil, ti bodo taki ljudje, kot sem jaz in pač podobni ljudje, ki tudi delajo take stvari in nekako pomagajo ljudem premagovati te neke notranje ovire, ti bo v bistvu pomagali na tej poti in ti bojo pomagali, da pridemo vsi skupaj do tega sonca, in to zdaj nekako iščemo vsi to sonce, in to bo v bistvu ta energija, ta nov energetski cikel bo prinesel veliko sonca, veliko svetlobe v naša življenja. Veliko svetlobe in veliko strel tudi, to moram poudariti. Vse z dobrim razlogom, da najdemo to stabilnost znotraj sebe in da jo nehamo iskati zunaj sebe. Ok, lepo se imejte in veliko se smejte. Čau, čau.